Od bratov Grimm in Daimlerja do 1000 vrst klobasic in premikanja urnih kazalcev. Dobrodošli v popotovanju evropskih stoječih novic. Danes bomo odpotovali v eno od prvih 6 držav ustanoviteljic Evropske unije. Glede na to, da smo s stoječimi evropskimi novicami doslej skočili že v Italijo, Francijo, Belgijo, Luksemburg in Nizozemsko, veste, katera nam je še ostala? Nemčija, seveda. Nahaja se v središču Evrope in meji na 9 držav. Dansko, Poljsko, Češko, Avstrijo, Švico, Francijo, Luksemburg, Belgijo in Nizozemsko. V Nemčiji živi 84 milijonov ljudi, večina v mestih. Glavno in največje mesto s 3,5 milijona prebivalcev je Berlin. Leta 2001 so tudi pri nas priljubljene nemške marke zamenjali evri. Baltsko morje, Severno morje in nižine tvorijo naravne meje v severni Nemčiji. Meje v južni Nemčiji pa tvorijo Alpe in Bodensko jezero. Najvišja gora v Nemčiji je Zugspitze, kar pomeni vetrovni vrh, z 2963 metri nadmorske višine. Nanjo pa se lahko povzpnete kar z žičnico. Poleg številnih muzejev in največje katedrale na svetu je v Nemčiji več kot 25,000 gradov in 414 živalskih vrtov. Nemčija pa je poleg nekaterih drugih imen, ki nam postavijo vse dlake pokonci, znana po velikih pesnikih, kot sta Johann Wolfgang Goethe in Friedrich Schiller, ter pisateljev, kot sta brata Grimm in Thomas Mann. Zaradi teh pisateljev ter znanstvenikov in izumiteljev, kot sta Albert Einstein, Robert Koch in Gottlieb Daimler, se država pogosto imenuje Land der Dichter und Denker, dežela pesnikov in mislecev. No, eden izmed teh mislecev si je izmislil tudi premikanje urnih kazalcev. Leta 1916, na vrhuncu Prve svetovne vojne, je Nemčija postala prva država, ki je uvedla poletni čas. Nemčija je tudi država, kjer najpogostejši priimki temeljijo na poklicih še danes. Müller, mlinar, Schmidt, kovač, Schneider, krojač, Fischer, ribič, Weber, tkalec in Beker, pek. In ja, res, v Nemčiji obratuje izredno veliko pekarn, ki pečajo več kot 300 vrst kruha. Pa smo spet pri hrani. Večina nemških glavnih jedi vsebuje meso, predvsem svinjino, govedino in teletino ali ribe. Pogosto jedo tudi krompir in testenine ter kruh, ki je najpogosteje spečen iz mešanice pšenične in ržene moke. Kislo zelje, klobase in preste so zagotovo najbolj znana nemška izvozna živila. Poleg kislega zelja Nemci pojedo tudi veliko rdečega zelja, kruhovih in krompirjevih cmokov in bledih klobas iz telečjega mesa. Pa ne le bledih. Nemci pridelujejo okoli 1000 vrst klobasic. Imena vseh se končajo na Wurst. Med sladicami ne moremo spregledati švarcvaldske torte iz temne čokolade, polnjene s češnjami in smetano, in medenjakov, ki jih v času božičnih praznikov tudi bogato okrasijo. Nemci so tisti, ki so izumili gumijaste medvedke. Natančneje je bil to Hans Riegel iz Bona. Pridelajo tudi veliko vina, predvsem ob rekah Ren in Mosel, in piva. Na Bavarskem predvsem boste našli številne mikropivovarne. Ko smo že pri pivu, morda ne veste, da je bil prvi Oktoberfest, ki je potekal 12. oktobra 1810
in je trajal 5 dni, pravzaprav poroka med prestolonaslednikom Bavarske, ki je kasneje postal kralj Ludvik I, in princeso Teres von Sachsen. To je to za danes. Lepo se imejte in pazite nase.